Hvala lepa, profesor Kraševec, za besedo. Tako upam, da se vidi. Danes bom govorila o osebi in dialogu, bolj konkretno o medsebojnosti kot ontološkem temelju dialoga pri Martinu Bubru. Najprej nekaj uvodnih misli. Živimo v času, ki ga označujemo čas postmoderne, ki je od časov pravzaprav novega veka, razsvetljenstva in pa moderne v znamenju človeka. To pomeni, da je v središču pozornosti predvsem ta človek in pa ta svet. Človeku je vse podvrženo, človek hoče oziroma želi biti merilo vsega. Problem sodobnega antropocentrizma se kaže predvsem v tem, da si človek kot subjekt ne podreja le objektov, ampak si želi podrediti tudi druge objekte. Tako je novoveška emancipacija subjekta pripeljala do skrajnega individualizma, ki je pripeljal do splošnih kriz, gospodarske, ekološke, kulturne, socialne, družbene. To so zgolj nekatere izmed znamenj, ki govorijo o krizi človeka, o krizi, v kateri se človek našel kot subjekt. Zato potrebujemo novo opredelitev človeka, opredelitev, ki bo presegla ozko subjektivistično paradigmo in pokazala na človekovo celovitost in njegovo bistvo. V pričujočem prispevku tako najprej orišem temeljne poteze antropocentrizma in nato v drugem delu predstavim novo celovito pojmovanje človeka, kot ga zastopa personalistična filozofija, predvsem skozi analizo del Martina Bubra, posebej dialoški princip in pa problem človeka. Judovski filozof Buber podaja skozi svojo popolnoma svojevrstno filozofijo novo izhodišče za pogled na človeka v njegovi družbeni in osebni, moralni in religiozni razsežnosti. Tako se pokaže medsebojnost, das Zwischen, kot osnovno človeško dejstvo, kot področje rojstva in življenja človeške osebe v vsej njeni pristnosti in kot temelj, edini pravi temelj dialoga. Izvori in temeljne poteze antropocentrizma. Biblični izvori antropocentrizma. Izvore antropocentrizma je moč iskati v svetopisemski tradiciji, ki postavlja človeka na posebno mesto in od njega zahteva odgovorno delovanje. To lahko vidimo v pripovedi o ustvarjanju sveta, v Mojzesovi knjigi, ko beremo, da je človek ustvarjen po Božji podobi in podobnosti. Človek kot imago Dei ima zato v stvarstvu središčno vlogo. To mesto pa mu daje Bog, ki je izvor vsega. To na prav poseben način razvidno že v samem stvarjenskem dejanju, ko Bog za stvarjenje človeka uporabi posebno slovesten nagovor in s tem pokaže na edinstveno vlogo človeka v celotnem stvarstvu. Človek je namreč edino bitje, ustvarjeno po Božji podobi, z namenom, da bo v Božjem imenu upravljal celotno stvarstvo. Sveto pismo tako zagovarja notranjo povezanost med stvarnikom in stvarstvom, ki je delo njegovih rok, vendar daje avtonomijo ustvarjenemu svetu in še na poseben način tudi človeku. Človek kot od Boga ustvarjeno bitje je določen za obdelovanje in ohranjanje tega stvarstva. Bog je vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Mojzesova, 2. poglavje, 15. do 16. vrstice. Bog postavi človeka v samo središče sveta, na posebno mesto, moža in ženo, in jima zaupa, da gospodujeta vsej zemlji in bitjem na njej. Človek je v svojem delovanju svoboden. Poslušen mora biti le zapovedi oziroma upoštevati prepoved, da se vzdrži sadov z drevesa spoznanja dobrega in hudega, sicer bo umrl.
Človeku se ni potrebno podrejati nikomur, v svojem delovanju je avtonomen, svoboden, poslušen mora biti le Božji besedi. Vkolikor ostaja človek zvest tej Božji besedi, vkolikor spoštuje zavezo, ki jo Bog sklene s človekom, vkolikor je človek z Bogom v dialogu in povezanosti, toliko se lahko uresničuje in živi v harmoniji s seboj, stvarstvom in svojim stvarnikom. Vkolikor pa se človek od dogovora oddalji, prekine dialog z Bogom in ne spoštuje Božjega naročila, toliko bolj se začne odmikati od svojega stvarnika in se izgubljati v osami lastnega kaosa. Prav tukaj pa se srečamo z virom človekovega trpljenja. Odmik od poslušnosti Gospodovemu naročilu povzroči odmik človeka od svojega stvarnika, od bližnjega in nenazadnje od samega sebe. Odmik od izvora povzroči izgubo trdnosti, zamaje temelje lastne identitete. V želji, da se človek polasti Božjega spoznanja, da se postavi na mesto Boga, da bi bil kakor Bog, da njegov lastni napuh vodi v izgubo temelja, k obrnitvi zgolj samemu sebi in usmeritvi na sebe samega, kar posledično vodi k izgubi sebe samega. Antropocentrizem v novem veku. Čeprav lahko do neke mere trdimo, da sta antropocentrični že antična misel, znamo Protagorev rek homo mensura, in pa srednjeveška misel, se z novim vekom na novo postavi vprašanje vloge, ki jo ima v stvarstvu človek. V antičnem, prav tako pa tudi v srednjeveškem svetu in večinoma tudi še v predmodernih družbah, posameznik kot tak praktično ni obstajal. Bil je le nosilec določene vloge ali maske, identificiral se predvsem skozi vloge, ki jih je imel in jih je moral izpolnjevati. Martin Buber opisuje to obdobje kot obdobje domovanja. Človek živi v svetu kakor v hiši, antropološka misel je del kozmološke misli. Na prehodu v novi vek pa začne človek izgubljati to varnost, začne dvomiti v te redove, skuša jih premikati, postopoma rušiti in se namesto na tradicijo in zunanjo avtoriteto zanašati predvsem na svoj razum. Namesto srednjeveškega poudarjanja krščanske vere v Boga, stopi poudarjanje človeka in narave. Namesto odrešenja, ki ga krščanstvo poudarja Bog, stopi človekovo reševanje samega sebe z lastnimi silami, predvsem s pomočjo znanosti, tehnike in preureditve družbe. V humanizmu in renesansi kot prelomnem obdobju kulturnega razvoja evropskega človeka se na novo odkrivajo in postavljajo določitve človeka v vseh področjih njegovega bivanja, filozofiji, umetnosti, znanosti, religiji, politiki. Govorimo lahko o izvoru nove samozagotovitve zahodnoevropskega človeka v prehodu k novi epohi njegovega uresničevanja. V renesansi se ponovno odkrivajo antične kreposti, povzdiguje se pojem humanitas s poudarjanjem svobode, brezmejnih ustvarjalnih zmožnosti razuma in dostojanstva človekove osebe. Humanistična načela poveličevanja človeka kot najvišjega bitja je moč najti v edinstvenem spisu renesančnega teologa filozofa Pica della Mirandole o človekovem dostojanstvu, v katerem poje hvalnico o človekovi svobodi in njegovemu dostojanstvu. Človeku daje na tem odru sveta posebno mesto. Človek je vsega občudovanja vredno bitje. Bistvo človeka pa je v tem, da bistva nima in si ga mora sam izbrati in ustvariti. To možnost mu po Pikovih besedah daje njegov stvarnik Bog, Oče, ki postavi človeka v središče sveta in ga s Pikovimi besedami takole nagovori. V središče sveta sem te postavil, da bi se odtod lahko bolje razgledal po vsem, kar je na svetu. Nisem te ustvaril ne kot nebeško, ne kot zemeljsko bitje, zato da bi si ti sam, častit in svoboden kipar svojega lastnega bitja, izklesal podobo tako, kakor bo tebi najbolj všeč.
Lahko se boš izrodil in postal nižje, brezumno bitje. Lahko se boš po svoji volji prerodil in postal nekaj višjega, božanskega. Konec citata. Človeku je stvarnik namenil posebno mesto, ustvaril ga je svobodnega in zgolj od človeka samega odvisno, kakšno bitje se bo razvil, odvisno od tega, kaj bo v samem sebi gojil, kako bo živel in deloval. Zato Mirandula poziva, naj človek ne sprevrača svobodne izbire, ki mu je Bog dal za zveličanje sebe v pogubo, temveč naj zahrepeni po najvišjem in si z vsemi močmi prizadeva, da bi to tudi dosegel. Čeprav bi bilo renesančnemu humanizmu verjetno preveč posplošeno in preuranjeno pripisovati izjemno preporodnost ali racionalistično usmerjenost, kar naj bi bilo podlaga za kasnejši razvoj divjega subjektivizma, pa lahko z gotovostjo trdimo, da so vse te spremembe, ki so se začele kazati v kulturi, politiki, mišljenju, odgovor na krizo scholastičnega racionalizma in ustanovo družbene moči in dejansko pomenijo tudi povzdignjenje individualnega jaza. Povzdignjenje modernega sebstva. S pojavom modernosti oziroma modernega sebstva se pojavi nov pojem posameznika, ki je ločen od svojih vlog in s tem preneha biti funkcionalni pojem. Kolektivnost, družbenost stopi v ozadje, posameznik stopi na prestol družbenosti in celo božanskega. Govorimo o tako imenovani emancipaciji subjekta, ki pomeni za nekatere enega od najvidnejših in tudi največjih dosežkov razsvetljenstva. Z razumom želi novoveški subjekt obvladati svet in celotno dogajanje v njem. Moderni subjekt je glavni igralec na tem odru življenja, je hkrati režiser, scenarist, postane lastnik lastne osebe in svojih sposobnosti, postaja oziroma želi postati neodvisen od družbe in družbi ničesar ne dolguje. Prav tako ni več del moralno-religiozne celote, ne čuti se več del nobene večje družbene celote. Individualni jaz išče in dobi svojo istovetnost ali identiteto z ločevanjem od skupnosti, ne čuti se več del kozmičnega reda stvari. Samozavesten, vase osredinjen posameznik, ki se je znašel v središču sveta, začne počasi okušati samoto in spoznavati nezmožnost obvladovanja vsega in krojenja usode, svoje lastne in usode sveta. Osvobojenost od vseh redov, ki so ga v preteklosti določali, privede človeka do izgube samega sebe in vse bolj se kaže njegova krhkost, ranljivost in ranjenost, vse bolj je odtujen in osamljen. Z ločitvijo od svojih korenin izgubi človek svojo identiteto, občutek zase za svojo človeškost. Ugotavljamo, da ambiciozno zasnovan projekt antropocentrizma ne izhaja iz svetopisemske tradicije, temveč se je izoblikoval znotraj obdobja novoveške emancipacije subjekta in izhaja iz pretirane osredinjenosti človeka nase, kar spodkopava vsakršno omembo skupnega in vsak poskus krepitve socialnih vezi, kot piše papež Frančišek v Laudato Si. Nezadostnost antropocentričnega pojmovanja človeka kliče po novi, celovitejši opredelitvi človeka. Potrebujemo novo izhodišče pogleda na človeka, ki bo poudarilo njegovo edinstvenost, izvoljenost, enkratnost in nezamenljivost. V tem kontekstu se kaže pristop personalistične filozofije kot primerna alternativa, kajti človeka pojmuje kot osebo, človek pa je prav kot oseba temelj dialoška, komunikacijska in občestvena veličina. Misel Martina Bubra. Judovski teolog in filozof Martin Buber velja za enega najvplivnejših mislecev 20. stoletja in tudi najvidnejših predstavnikov filozofije dialoga. Njegova celotna filozofija temelji na prepričanju, da je najgloblja resničnost človeškega življenja v odnosu med enim in drugim bitjem. To srčiko svoje filozofije izpostavi v svojem spisu Jaz in ti, v katerem razlikuje dve temeljni med seboj
radikalno različni drži do sveta zunaj človeka. Izražata se z dvema temeljnima dvojicama besed, jaz ono in jaz ti. Razmerje jaz ono je razmerje, ki ga ima človek do brezosebnih bitij in predmetov zunaj nas. Medosebno pa je razmerje jaz ti, ki ima odločilno vlogo pri poosebljanju vsakega človeka. Buber pravi, da moramo človeka doumeti le, če skušamo človeško osebo dojeti v njeni celotni situaciji, v njenih možnostih odnosa prav z vsem, kar ni ona. To pomeni, da jaz ne more obstajati, če ni v razmerju s ti. Pravzaprav jaza samega na sebi ni, je samo jaz temeljne besede jaz ti in jaz temeljne besede jaz ono. Ko človek spoznava svoj svet, ga po Bubru spoznava ne samo izkustveno. To pomeni, da tega sveta ni deležen, kajti izkustvo je v njem, ne pa med njim in človekom. Svet kot izkustvo pa pripada temeljni besedi jaz ono. S tem Buber poudari, da temeljna beseda jaz ti ustvarja svet odnosa. Svet odnosa pa se vzpostavlja v 3 območjih. Prvo območje v življenju z naravo, drugo v življenju z ljudmi in tretje življenje z duhovnimi bitnostmi. Buber želi izpostaviti, da izrekanje tija presega zgolj izkušanje. Izrekanje tija pomeni več kakor zgolj izkustveno spoznavanje. Zato tudi človeka, ki mu izrekam ti, ne izkušam, temveč sem v odnosu z njim. Izkustvo in ti sta si daleč narazen. O tiju izkustveno pravzaprav po Bubru ne moremo spoznati ničesar, toda o njem lahko vemo vse. Kako? Buber nas tukaj preseneti. Ti me lahko sreča samo po milosti. Ne morem ga najti z iskanjem iz svojih lastnih moči, v tiju ne morem ničesar izvedeti ali spoznati ali izkusiti. Samo po milosti lahko navežem neposreden odnos z njim. Ta odnos Buber imenuje izvoljenost in izvolitev. Ko Buber nadalje govori o odnosu s človeškim tijem, poudari, da bitnostni dej, ki tu vzpostavlja neposrednost, običajno ljudje razumejo kot nekaj čustvenega, vendar se motijo. Čustva namreč spremljajo metafizično in metapsihično dejstvo ljubezni, vendar ga ne določajo. Čustva, ki spremljajo ljubezen, so lahko različna, ljubezen pa je samo ena. Citiram: čustva imaš, ljubezen pa se dogaja. Čustva prebivajo v človeku, človek pa prebiva v svoji ljubezni. Ljubezen je svet obsegajoča dejavnost. To, kar želi Buber izpostaviti, je pomen ljubezni, ki je v njeni odgovornosti. Ljubezni je jaz odgovoren za ti. Zato temeljno dejstvo človeške eksistence ni posameznik, niti skupnost, temveč nekaj tretjega. Človek svoje posebno bistvo spoznava samo v živem razmerju. Ni jaza brez tija, ne obstaja jaz drugače, kakor samo v razmerju s tijem. Ta odnos je medsebojnost, kar pomeni, da moj ti deluje name, kakor jaz delujem nanj. Prava medsebojnost nastopi tam, kjer med jaz in ti ni ničesar posredi, tako da lahko drugi človek nastopi v resnici kot drugi ti v vsej svoji izvirnosti, neposrednosti in nenadomestljivosti. Medsebojnost ali das Zwischen ni pomožna konstrukcija, temveč dejansko mesto in nosilka medčloveškega dogajanja. Ne kaže preproste stalnosti, ampak se po meri človeških srečevanj vsakokrat na novo vzpostavi. Tako postane medsebojnost ontološki temelj. Prvo je razmerje. Razmerje je tisto, ki poraja jaz in ti, in ne obratno. Ni jaz tisti, ki bi porajal razmerje. Lahko bi rekli, da je temelj človeka odnosnost, medsebojnost, ki se dogaja med jaz in ti. Medsebojnost se kaže kot tisti prostor, kjer se jaz sreča s tijem in ne pomeni nič statičnega, temveč se vsakokrat na novo vzpostavi kot neke vrste intimna agora, ki je presenečenje in dar, ki omogoča človekovo pristno približevanje drugemu.
Zato je vsak pristen odnos med jaz in ti skrivnostno pričakovanje, v katerem se jaz približuje tiju in se mu pusti nagovoriti. Vsi odnosi se po Bubru srečajo v večnem tiju. Buber poudarja, da je bistvo človeka v srečanju z drugim, v srečanju s ti, hkrati pa srečanje s ti omogoča dotik z večnostjo, z večnim ti. Vsak posamezni ti je prosojnost za večni ti. V slehernem posameznem tiju je namreč temeljna beseda tista, ki ogovarja večni ti. Buber razlaga, da so ljudje ta večni ti poimenovali na različne načine. Vsako izrekanje večnega tija z besedo Bog pa pomeni, da ima ta, ki to besedo izreka, pred očmi resnični ti svojega življenja, ki ga ne more omejevati nobena druga stvar in s katerim je v odnosu, ki vključuje vse druge. S tem Buber nikakor ne uči drže ravnodušnosti do drugih in sveta, ne zmanjšuje pomembnosti tega sveta, ne zahteva odpovedi vsemu, temveč skuša pokazati na potrebo po spremenjeni perspektivi našega pogleda. Buber želi, da vse postavimo v pravo luč, na pravi temelj, ki je večni ti. Citiram: "Vzpostaviti čist odnos namreč ne pomeni odvrniti pogleda od vsega, temveč vse gledati v tiju, ne odreči se svetu, ampak ga postaviti na njegov temelj. Kdor pa svet gleda v Bogu, biva v njegovi navzočnosti." Konec citata. Zaključne misli. Pristno živeti človeškost je po Bubru mogoče samo v razmerju z drugimi ljudmi. In prav ta resničnost presega ozko antropocentrično paradigmo, ki je pripeljala do individualizma in tudi kolektivizma. Na obzorju medsebojnosti se razkriva pristna oseba, ki bo temelj pristne skupnosti, in na obzorju medsebojnosti je jaz zmožen pristnega dialoga s tijem. Bistvo človeka je možno oziroma mogoče neposredno spoznati samo v živem odnosu in samo v takšnem spremenjenem, celovitem razumevanju osebe kot dialoškega bitja, je moč iskati temelje pristnega dialoga. Človeka je potrebno razumeti kot bitje, v katerega dialogiki, katerega medsebojno prisotno naravnanosti v dvoje se vsakokrat udejanja in spoznava srečanje enega z drugim. Bubrova misel nam odstira popolnoma novo, svojevrstno izhodišče pogleda na človeka v njegovi osebni, družbeni in moralni, pa tudi filozofski in religiozni razsežnosti. Tako se pokaže medsebojnost kot osnovno človeško dejstvo, kot področje rojstva in življenja človeške osebe v vsej njeni pristnosti, kar omogoča tudi pristen dialog. Hvala za pozornost.